tudi vam zdi, da je postavitev meja pravzaprav postala kung fu disciplina? Jaz bi se v tem primeru kar strinjala z vami. Postaviti mejo, ljubiti sebe, postaviti se zase, jaz mislim, da je umetnost, veščina, katere se učimo celo življenje. Okolica se spreminja, pričakovanja se spreminjajo, normativi se spreminjajo. Poglejte, kaj vse je bilo normalno še za časa vzgoje naših staršev, naših starih staršev, kako zelo se je to spremenilo. In pa seveda ne smemo odmisliti dejstva, da vsakič imamo nasproti drugo osebo. Čeprav se velikokrat zgodi, da se rečemo, pa spet isto razočaranje, spet isto. Numerologija ni čarobna palčka, v kateri bomo izračunali, kako so vedno vsega drugi krivi, je pa lahko čarobno orodje, ki nam pomaga razumeti, zakaj pa morda mi sami postavljamo mejo, komuniciramo svoje potrebe, svoje čustva na drugačen način, zakaj se nas nekatere stvari dotaknejo popolnoma drugače kot nekoga, ki se zdi nam podoben. Numerologija je resnično fenomenalna. Vedno znova v delu z vami me preseneča, kaj vse se da z numerologijo pogledati, razumeti in predvsem nam pomagati postaviti naše življenje na drugačne temelje. In ko govorimo o postavitvi meja, kar nekaj oddaj sem tej temi že namenila, linke si bodo spodaj pod videom na mojem YouTube kanalu, tudi na moji spletni strani, kar nekaj prispevkov že na to temo. Imate možnost 1-na-1 svetovanja, ko pa lahko konkretno pogledamo primer in vse zapise tiste osebe, ki je morda pa še posebej težka. In zakaj pride velikokrat do tega? Velikokrat se zgodi, da iste osebe, iste besede dojemajo različno v različnih trenutkih. Lahko se zgodi tudi, da iste besede različnim osebam pomenijo nekaj popolnoma drugačnega. Če zelo na grobo in na kratko na začetku povemo, recimo osebe, ki imajo močno prisotno enko ali osemko, so osebe, ki so zelo močne. Zaprav te osebe včasih resnično rabijo slišati mejo na močen način, se pravi, dosti je bilo. Potem imamo ljudi, ki so zelo senzibilni, katerim sploh ni treba razlagati, da nas je nekaj zmotilo. To kar vedo, čutijo. In jim je zelo pomembno, da nas ne prizadanejo. Ljudje smo si različni. Jaz nočem reči tisti, za katere bi moja mama rekla, da grejo čez mrtve, da dosežejo svoj lastni užitek, da so zlobni, da so sebični. Velikokrat komuniciramo na različne načine. Torej, danes bomo pogledali kar nekaj različnih izračunov, ki nam bodo dali neko sliko, nek plank-cegelc, jaz temu pravim. Definitivno bomo pa rekli takole. Numerologija je kompleksna veda. Vsak izmed nas je kompleksen človek. In lahko, da smo se rodili in da smo zelo kmalu mogli iz gnezda ven in da smo dozoreli v nekih stvarih prej kot drugi. Zato naši zapisi lahko kažejo na osebo, ki morda se še malo lovi v čustvih, ampak smo se mi že zelo dobro ulovili. Druga možna varianta pa je tudi to, da nas kasneje v življenju določene lekcije čakajo. Število zrelosti je tisto, ki nam pojasni, kaj nas čaka v naši starosti. Nekako se sproži v drugi polovici življenja, ko že imamo nekaj kilometrine za sabo in tako kot samo ime nakazuje, stopamo v svojo zrelost. Za nekatere je ta zrelost, a veste, kaj rečemo, paduje v drugo puberteto, čist se mu izmešal ali pa njej se je čisto odpeljal, čist neke druge stvari jo zdaj zanimajo, veliko bolj je flegma, veliko bolj je ta oseba zdaj svobodna. Pravi scenarijev je veliko. Tako da, dragi moji, mogoče kakšne osebe ne boste točno prepoznali v teh opisih, ampak definitivno pa zaupam in verjamem, da vam bodo lahko pomagali pri temu, da mejo postavite na malo drugačen, bolj učinkovit način s pomočjo numerologije. No pa kar pojdimo. Seveda bomo seštevili naš rojstni datum do ene same cifre, to je naše število življenjske poti. Ko boste prišli do te cifre, jo prosim zapišite. Jaz predlagam, da si greste po papir, da video ustavite in da si vzamete čas za tole. Torej, prvi izračun je naš rojstni datum. Naš rojstni datum v nasprotju z mnogimi članki v internetu razlaga naše odnose, ki so pogosti in običajno plitki. Se pravi, to so mogoče sosedje, sošolci, sodelavci, osebe, s katerimi se velikokrat srečujemo zaradi lokacije, zaradi narave dela in tako naprej. Niso pa nujno osebe, katerim popolnoma zaupamo, katerim se odpiramo. Zdaj ne govorimo o tem, če imate vi
soseda, ki je vaš najboljši prijatelj, ali pa imate neko zelo dobro prijateljico v službi. Govorimo o tistih odnosih, ki nimajo neke te prijateljske globine, in pa odnosih, ki so povezani s poslom. Vse to je v rojstnem datumu. Ko nas zanimajo odnosi, ki so malo bolj intimne narave, se pravi partnerstvo, res globoka predana prijateljstva, tisti odnosi, ki so za nas pomembni, pa nas najbolj zanimajo samoglasniki imena in priimka. Temu se reče število duše, izvolite abecedo, prepišite vrednosti črk vašega imena in priimka ob rojstvu, vedno gledamo ime in priimek ob rojstvu, se pravi tako, kot je zapisano na rojstnem listu. Podpišite pod vsako črko njeno vrednost in najprej seštejte skupaj vse črke vašega imena in priimka, to je vaše število usode, in napišite podseštevek vašega rojstnega datuma. Nato seštejete samoglasnike imena in priimka do ene cifre in podpišete podseštevek imena in priimka. Nato seveda tudi soglasnike seštejete do ene same cifre in podpišete. In nato seštejemo prvi dve števili, se pravi seštevek rojstnega datuma in seštevek imena in priimka. To so pravzaprav naša osebna numerološka števila. Prvo je število življenjske poti, nato število usode, nato število duše, nato število osebnosti, nato število zrelosti. Katero število se največkrat pojavi? Se kakšno ponavlja. Imate mogoče 3 enke, mogoče imate 2 šestici. Tudi ko računamo za druge ljudi, nas najprej to zanima, katere številke so tiste, ki so mogoče v ospredju, zato bomo zdaj povedali tudi, katere številke so si energijsko podobne. Torej, enka in osemka sta zelo odločni števili. To so števili ljudi, ki so vizionarji, sploh enke, ljudje, ki imajo zelo močno enko, kar pomeni, da imajo 3 enice v svojih seštevkih, da imajo enko recimo tudi pogosto prikazano v svojem rojstnem datumu, mogoče v seštevku imena, v seštevku priimka, se pravi, ljudje, ki imajo zelo močno enko, so ljudje, katerim jaz velikokrat rečem, gled, ti greš z glavo skozi zid, ker nimaš cajta pogledati, če so ki kakšna vrata. Se pravi, taki ljudje težko nežno postavljeno mejo zaznajo, ne zato, ker bi bili žleh, ampak zato, ker so tako aktivni in so včasih res, no ne bom zdaj rekla buldožer, ampak se veste, kaj hočem povedati. A ne? Enke in osmice so osebe, ki včasih težko zaznajo, da je vas nekaj zelo zmotilo, če pri temu niste odločni. Če pri temu niste do neke mere, bom rekla, tudi glasni. Se pravi, to so osebe, ki so zelo samostojne, ki načeloma ne rade zapravljajo svoj čas, nočem reči, da ste vi zapravljeni njihovega časa, ampak veste, mudi se jim in v tej svoji naglici velikokrat lahko spregledajo, bom rekla, neke nijanse, čustva, da se je nekomu spremenil glas, da se je nekomu spremenil izraz obraza. Zato, ker pač, a veste, že štuhtajo, kaj bojo oni naprej delali. No, tisti ljudje, ki imajo zelo močne sedemko, ja, tisti pa vidijo vse. To so posebej, ki opazijo vsak detajl. Ljudje, ki imajo močno prisotno štirko in sedmico, so osebe, ki so bolj sistematske. Se pravi, nekdo, ki ima število 4, je oseba rutine, oseba varnosti, oseba, ki se včasih zelo omejuje in pa oseba, ki definitivno vztraja, tudi dvojke, v odnosih, ki za njih niso dobri, predolgo. Se pravi, štirka je tista, ki bo, pa tudi dvojka, ki bo veliko časa trpela, veliko pojedla, veliko krat se mogoče tudi prilagodila, podredila, preden bo sploh povedala, da je nekaj ni všeč. In zdaj, če imamo na drugi strani osebo, ki pač to dojema bolj kot nek komentar, ne? To dojema bolj kot ne observacijo, opažanje nečesa, potem imamo problem. A ne, ker če je nekdo leta nekaj goltov, potrpel. Pa ali bo še po trenutek, ko je končno povedal na lep, umirjen način, poglej, tole pa se mi ne zdi v redu. In imamo na drugi strani osebo, ki, pa čakaj, se ti ne zdi v redu, polok je prav, whatever. Se lahko ta prva oseba počuti zelo prizadeto. Pomembno se je zavedati, da ljudje odreagiramo različno na različne situacije. Se pravi, če imamo nekoga, ki je zelo aktiven, nekoga, ki je zelo ambiciozen, se moramo zavedati, da jim bo treba mejo postaviti na drugačen način. Se moramo zavedati, da se ni morda njihovo obnašanje v resnici ne zdi nič kaj tazga. Ne?
In potem imamo tukaj še 2, 3, 6 in 9. Dvojka so tiste osebe, ki resnično želijo pomagati, povezovati, ki so včasih zelo sramežljive, če je dvojka zelo močna, včasih zelo težko izrazijo svoje želje, postavijo mejo, kaj ti bojijo, ne da se bojijo, ampak ne želijo prizadeti druge osebe. Na Facebooku mislim, da je bilo, sem že nekaj o tem govorila in ena gospa komentirala, res je, jaz sem dvojka, zdaj šele razumem, zakaj tako težko postavi mejo in moram priznati, da ravno ta komentar me je spodbudil, da naredim tudi oddajo, ki je vsem dostopna. Na voljo so namreč tudi spletni seminarji, če gledate to oddajo kasneje kot v poletje 2026, pokukajte na mojo spletno stran, več različnih tem je, od narcisov do našega notranjega kritika, do postavitve meja, na voljo so, kot smo rekli, tudi osebna svetovanja, ampak da se zdaj vrnemo na tole oddajo. Torej, včasih težko skomuniciramo, ker ne želimo prizadeti druge osebe, ker je ne želimo nekako spraviti v slabo voljo, jedeti slab trenutek, ker je najslabša možna sploh kombinacija za postaviti mejo, kajti če je ne skomuniciramo, je drugi sploh ne morejo vedeti. Dvojke pa so običajno osebe, tudi šestice, tudi devetke, ki točno vejo, kaj vas je zmotilo. A veste, to so osebe, ki vam sploh ni treba nič reči. Začutile bodo na vodi, bom rekla, da pač nekaj vam ni okej in se bodo avtomatsko prilagodile. Dvojke so fenomenalne v temu. Zaznali bojo vaše nelagodje in bodo sebe avtomatsko prilagodile temu, da so stvari bolj prijetne, bolj čarobne. Se pravi, njim velikokrat meje sploh ni treba postaviti. Vmes so seveda tudi izjeme, tako kot vedno in vse povsod, kadar imajo ljudje mogoče šestico, dvojko, devetko zelo močno prisotno, to so osebe, ki potrebujejo veliko bližine. Če te osebe skombiniramo z nekom, ki pa rabi svoj mir, svoj odmik, svojo tišino, jaz si velikokrat pohecam, ta tišina, svoj odmik je lahko marsikaj, pri moških je včasih to tudi fuzbal tekma, papir s prijatelji, se pravi nek, bom rekla, otoček, kjer je pa ta oseba nekako malo manj odzivna, se posveča nečemu drugemu, včasih se to zgodi tudi z enkami, tudi z osemkami, tudi s petkami, ker pač imajo fokus mogoče v danem trenutku nekje drugje, kar ne pomeni, da jim vi niste pomembni. Kar hočem s tem povedati je, velikokrat imamo lahko občutek, da je potrebno postaviti mejo tudi osebi, ki ima najboljše namene, za katero vemo, da nam dobro hoče, za katero vemo, da nas pogreša, si želi naše družbe, za katero vemo, da jo imamo radi in uživamo v njeni družbi, samo morda dinamika odnosa, dinamika te povezanosti, čustvene potrebe, bom rekla, in pa izkazovanje čustev je morda različno. To se velikokrat pojavi pri kombinacijah, kjer je ena oseba zelo ali energijsko polna in rabi šport, rabi gibanje, rabi neke ventile, ki mogoče niso nujno povezane. Največkrat se to dogaja seveda v partnerskih odnosih, a ne bo zdaj enkrat kmalu Merkur spet retrograden, na koncu poletja, nekaj takega, saj ne vem. Feclja se mi jezik. Torej, največkrat se ta problem pojavi, preden začnem skovati nove slovenske besede, največkrat se ta problem pojavi ravno v partnerskih odnosih. Torej, če vidite, da je v vaših izračunih veliko dvojke, veliko trojke, veliko šestke, veliko devetke, v izračunih druge osebe pa mogoče enka, pa osemka, pa sedemka, pa štirka, tukaj lahko pričakujemo, da bo prihajalo do trenj, kako preživljati ta skupen čas in tako naprej. Omeniti moramo zdaj tudi petke. Ljudje, ki imajo močno petko, potrebujejo veliko svobode. To ne pomeni, da rabijo laufati za vsako kiklo, to ne pomeni, da rabijo poskusiti vse, kar je prepovedano, to pomeni, da rabijo dihati na drugačen način, kot recimo nekdo, ki pa ima močno štirko ali močno dvojko. Se pravi, te osebe so tiste, za katere potem včasih imamo občutek, da nekako zginemo z njihovega spektra. To pa so tudi osebe, ki se velikokrat odzivajo uporniško. Se pravi, se vam nekam mudi in boste rekli, lahko prosim pohitiš, ta oseba ne bo dala v prvo, ta oseba bo dala v likverc. Ko boste rekli, tole je zelo pomembno, takrat ta oseba ne bo poglancana, ampak bo pokazala, da zna biti malo upornika. Te osebe niso zlobne, te osebe preprosto so podobne mačjemu mladičku. Zelo hitro se njihova pozornost preusmeri. Se pravi, pri osebah, ki imajo zelo močno petko, pa tukaj bom rekla tudi osebe, ki imajo zelo močno osemko. Osemko, kadar je premočna, prinaša izzive ega,
Se lahko zgodi, da če boste vi mejo postavili grobo, se vam bo to maščevalo. Pri 8 je to zdaj zelo tako, zdaj bom rekla čar tega, da poznamo globine numerologije, tukaj pride na plano, ker smo kompleksne osebe in je pomembno, kje je ta osmica in je pomembno, kakšne so naše lekcije, v kakšnem obdobju smo in tako naprej, za kar pa seveda je ta ladaja popolnoma prekratka. Ampak, če imate na drugi strani osmico, opazujte, kaj se zgodi, ko rečete ne. Kaj se zgodi, ko ni po njihovo. 8 ima zelo zanimivo pot v svojem življenju. Lahko je resnično dobrodelna, učinkovita, uspešna. Lahko samo sebe sabotira, gledajte, kar malo se mi glas trese. Lahko pa je tudi, bom rekla, malo na egu, ne? Sem se nam to lahko kdaj zgodi. Osmice pa so tiste, katere se na grobost navadno ne odzivajo prijazno. Torej, če zdaj govorimo o postavitvi meja, ko smo jezni, ko mogoče vržemo nekaj v steno, ko imamo filmske prizore, vredne telenovele, tam vas bodo 1 in 8 premagale. 5 bo tista, ki bo rekla, grem se malo zrelaksirati. 4 je tista, ki bo to zelo ponotranila, tudi 2 se bo zelo dotaknilo, pa bom rekla, pri določenih kombinacijah je res tako, da veliko prenesejo, so običajno tiho, ampak ko jim poči film, pa grejo. Kako zdaj to preprečiti? Komunikacija je tista, ki je ključnega pomena. Kako zdaj postaviti mejo, če vemo, da imamo opravka z nekom, da je upornik? Na nežen, ampak odločen način. Če imamo opravka nekoga, kot je 1, kot je 8, nekoga, ki je zelo energičen, jasno, kratko, ne razlagajte, nobenih paragrafov, nobenih, ne vem, poglavje 1, podpoglavje, aneks, člen 750. Ne. Kratko, jasno. Poglej, tole mi ni všeč. Brez opravičevanja. Ljudje, ki imajo močne 1 in 8, ki bodo opravičevanje ali argumentiranje lahko dojemali kot opravičilo in kot da v bistvu se boste zdaj to nazaj vzeli. 2 mi je treba stvari povedati nežno. 2 mi je treba stvari povedati taktno. 3 je fenomenalno število umetnosti, domišljije, kreacije. Ima pa eno malo manj prijetno plat, v kateri pa se hitro počuti napadeno. Se pravi, kdo, ki ima zelo močno 3, je lahko oseba, ki je zelo senzibilna, zelo ranljiva. V kombinaciji z osebami, ki so zelo racionalne, pa velikokrat deležna komentarja, da dela dramo, da pretirava, da dela slona iz muhe. 3 dejansko zelo globoko, zelo intenzivno doživljajo stvari, zelo močno jih tudi interpretirajo. Se pravi, pri 3 lahko se zgodi, da pogovor, ki teče pri sosednji mizi, je usmerjen v čisto nekaj drugega, pa to nekako jemljajo kot napad na njih. 3 so tiste osebe, ki bodo mogoče neko objavo videla na Facebooku in se bo zdela, da je napad na njih. Se pravi, pri 3 jasno povedati in povedati, da jih imate radi in da to ni kritika, kar se mi pa zdi pomembno v vseh pogovorih, to, da postavimo mejo, to, da nekomu damo neko, bomo zdaj rekli, konstruktivno kritiko, ni napad. To zdaj ne pomeni, da jaz vas nimam rada, če hočem reči, ne vem, tole me pa moti, pa tole mi pa ni všeč, oziroma tole se mi zdi nesprejemljivo. Ko postavljamo mejo, je zelo pomembno tudi, da mi sami pri sebi vemo. A zdaj govorimo o nekem predlogu, kako se lahko naš odnos spremeni, izboljša, a govorimo o nekih aktivnostih, ki si jih želimo več, oziroma o nekem obnašanju, ki si ga želimo manj, ali govorimo o nečemu, kar je pa res tisto dosti. Če se to ne bo spremenilo, jaz grem. Velikokrat ne znamo skomunicirati na pravi način. Ko govorimo o 6, ko govorimo o 9, to so zelo čutne, čustvene, sočutne osebe. Te osebe resnično ponotranijo, ko jim mi rečemo, gled, to me je prizadelo. Se pravi, ne se znašati nad njimi. Ne zdaj nekoga, ki ima močno 2, 3, 6, 9, nadirati. Ne zdaj nekomu, ki ima ta nežna števila, te nežne energije, še dodatno nabijati občutke krivde. A veste, če imamo nekoga, ki že meji na narcizem in na drugi strani osebo, ki je zelo sočutna, ki je zelo empatična, ki hitro absorbira energijo, stisko drugih ljudi nase. To je tako, kot če bi dali heavyweight čempiona boksarskega v isti ring z mehkim zajčkom.
Kar ne pomeni, da so te osebe šibke. Niti slučajno. To, da smo čustveni, to, da dovolimo, da se nas nekaj dotakne, je pravzaprav moč. Pomeni, da smo si različni. Torej, če sebe prepoznate v osebi, ki je nekoliko bolj nežna, v osebi, ki se ne želi kregati, v osebi, ki ne vidi smisla v tem, da mora argumentirati, opravičevati ali se skoraj da skregati za to, da nekaj doseže, potem se naslonite na malo bolj diplomatski pristop. Se pravi, zelo važno je, da veste, kaj je ta meja, ali je ta meja predlog, ali je ta meja že res jaz grem. Kajti pri vsaki meji, ki jo postavimo, če govorimo o meji, ki je res tistega ključnega pomena, se moramo zavedati, da na drugi strani ima oseba absolutno pravico reči ne. Ima pravico reči ne. Tudi če vam nekdo postavi mejo, tudi vi imate pravico reči, glej, se ne strinjam, moji življenjski nazori, načela, vrednote, prioritete se ne skladajo s tem. Se pravi, vedno se moramo zavedati, da obstaja dejansko možnost, da te osebe ne bo več. Moje vprašanje vam pa je, kakšna je kvaliteta odnosa s to osebo, če vas ta oseba ne upošteva? In še več, dotaknimo se toksičnih odnosov, tam najbolj rabimo znati postaviti mejo. Kaj imamo od odnosa z nekom, kateremu je prehajanjem naših meja, našega dostojanstva postal hobi? Postalo nekaj zabavnega. Kaj imamo od tega, da smo v odnosu? Naj bo to sosedski, naj bo to partnerski, naj bo to kakršenkoli odnos z nekom, za kogar imamo lahko počasi že občutek, da se izživlja nad nami. Zakaj bi si želeli tak odnos rešiti? Ker je bil nekoč lep? Nekoč davno tega se spomnim, smo imeli plenico na zadnji plati, pa dudo v ustih. Ljudje se spreminjamo. Ljudje rastemo, ljudje se razvijamo. Ljudje sem ter tja stopimo tudi kakšno stopnico nazaj, dol. Pomembno pa je, da v vsakem trenutku se trudimo biti najboljša oseba možno, kar pa pomeni tudi najboljša oseba možno do sebe. Kar pa pomeni tudi, da obstajajo trenutki, kjer to, da postavimo mejo, nima veze s tem, kako jo bomo postavili. In vso vezo s tem, da bomo iz te situacije odnosa odšli. Razumem, da če imamo toksično okolje v službi, ne moramo kar reči, ok, tole je pa res dele ne ratalo prav strupeno zame in mi škoduje in vidim, da vpliva že na moje zdravje, na moje odnose z družino, na moj prosti čas, na moje spanje in tako naprej. Zdaj pa kar grem, ker me čaka ful dobra služba okoli vogala. Jej! Ne, life ni potica, to je dejstvo, ampak lahko začnemo spreminjati svoje obnašanje. Torej, če ponovimo, enke, osemke, z njimi se ne gremo tepst, z njimi ne gremo po nek meč in gremo ne gremo se Jackie Chana. Povemo svoje bistvo in stojimo za njemu. Pri enkah in osemkah se morate zavedati, da če boste vi rekli, to je moja meja in boste vzeli nazaj, ste pogoreli. Ste pogoreli. Ko govorimo o sedmici, sedmica in osemka sta si tukaj malo podobne, tudi enka včasih. Oni ne dajajo neke veljave nekomu, samo zato, ker se nekomu reče direktor, predsednik, samo zato, ker ima nekdo 30 diplom na steni. Dejansko, sploh sedmica, avtoriteto, spoštovanje, priznanje nekoga meri po njihovi pameti. Se pravi, če ste vi sedmica in so okoli vas ljudje, ki so hrupni, ki so manipulativni, ki radi lažejo, tukaj boste težko postavili mejo. Če imate vi opravka sedmico ali štirko, so pa argumenti in dejstva vaš adut. Ko vas bo sedemka razumela, zakaj vas nekaj moti, se bo šele lahko odločila, ali bo vašo mejo spoštovala ali ne. Ko vas ne bo razumela, ko bo rekla, joj, to kakšna drama spet iz nečesa, tam boste težko dosegli. Pa tukaj zdaj ne govorite sedmica, nočem reči, da sedmica ni rahločutna, hočem povedati, da funkcionira drugače kot vi. Se pravi, štirka in sedemka potrebujeta dejstva, potrebujeta nek spisek, nekaj otipljivega, kar lahko razumeta. Ko govorimo o dvojki, pa tudi trojki, šestki in devetki, tukaj pa govorimo o ljudeh dialoga. Se pravi, tukaj pa se mi lahko pogovarjamo, jaz se tako počutim, ko ti to narediš,
zato mi ni všeč, to me prizadene, tako in tako čustvo se rodi. Ko govorimo o teh številih. Ko rečemo tako in tako čustvo se rodi nekomu, ki pač nima tako zelo čustvenih števil, moramo razumeti, da te osebe niso zlobne, so drugačne. So osebe, katere se odločajo na podlagi svojih čustev, na podlagi sočutja, na podlagi tega, da želijo pomagati, da želijo druge usrečiti, da naredijo tisto, kar je prav, tisto, kar je pravično, tisto, kar se spodobi. In potem so osebe, ki razmišljajo, čutijo, delujejo drugače. In ko postavljamo mejo, pravzaprav gre za neko čarobno prepletanje različnih stilov komunikacije. Torej, a smo koga pozabili? Šestke in devetke rabijo razumeti, kako se počutite in potem potrebujejo svoj čas, da neke stvari spremenijo. Dvojke in trojke, absolutno z njimi ne na grobo, ne biti nesramni do njih, ne biti žaljivi do njih, njih to zelo močno prizadene, tudi šestke in devetke. Po drugi strani boste popazili, da če ima nekdo zelo močno enko, zelo močno osemko, mogoče zelo močno sedemko, bo pa mogoče neko malo bolj ognjevito situacijo speljal, doživljal popolnoma drugače. Jaz upam, da tega nisem preveč zakomplicirala. Še enkrat bom rekla, vsak izmed nas ima kar nekaj različnih izračunov, ta osebna numerološka števila so eno. Ko gledamo tudi samo ime, samo priimek, ko gledamo številke, ki nam manjkajo, karmične zapise, mojstrske zapise, se lahko vmes pojavi še kakšen drug catch, da po domače rečem, ampak zelo na splošno in zelo na grobo, jaz upam, da nam bodo te smernice pomagale v komunikaciji z osebami, ki so tiste, ki si želijo nas razumeti, nas imeti v svojem življenju, nas ceniti, pa nas samo morda ne razumejo. Nobena formula, nobena numerologija, noben čudež vam ne bo pomagal pri osebah, ki v resnici si ne želijo vas razumeti, ampak želijo uveljaviti svoj prav, vas želijo spremeniti, živijo zato, se zdi se, da živijo zato, da vas kritizirajo, ker jih vse moti pri vas. Na začetku je bilo vse super, fino, fajn, zdaj ste pa smotani, nesposobni, neumni, takšni, drugačni. Če se soočate s tako situacijo, se vprašajte, kakšni ste bili, preden se je ta odnos začel, kakšni ste zdaj. Ko se pogledate v ogledalo, a je to samo še senca tega, kdor ste bili. Pogovorite se s svojimi prijatelji, s tistimi osebami, ki so bili blizu vas, še preden se je ta odnos pričel. Včasih gre lahko tukaj tudi za prijateljstvo, tudi za odnose v službi, se pravi, to ni rezervirano samo na partnerstvo. Toksičen odnos oziroma nekdo, ki na nas vpliva toksično, se nam lahko pojavi kjerkoli. In jaz verjamem, da okolica nam želi dobro. Ampak ta prvi korak to vrstnemu pogovoru pa moramo storiti sami. Kajti redko kdaj se bo zgodilo, da bo nekdo prišel za nami in bo rekel, joj, to ti pa res ne dene dobro. Vidiš, kako si se spremenil ali spremenila. Torej, dragi moji, jaz vam želim, da vam numerologija, pa naj gre za odnose ali za posel ali za samo radovednost, pomaga na vaši poti in se veselim že naslednje oddaje naslednji teden.